Tukaj pred Križankami v Ljubljani poteka sejem mobilnosti. Do kdaj bo trajal? Tako je, dobrodošli. Danes med 14. in 17. uro vas vabimo, da pridete na tale prijeten sejem Žurmobil, kjer se veliko dogaja. Organiziramo ga na Regionalni razvojni agenciji in sicer v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, ki poteka od preteklega petka do tega petka. Skratka, danes med 2. pa 5. uro popoldan lahko najprej obiščete recimo stojnico GoOpti. Na GoOptiju vam bodo zračunali, kakšen je vaš ogljični odtis, odvisno kako potujete. Na to lahko nadaljujete. Greva bližje. Dobro. Na stojnico SmartMove, to je projekt, nov evropski projekt, ki se je ravno začel. Bo trajal 2 leti. Tukaj zavrtite kolo sreče in si lahko priigrate lepo darilce, majico, polnilec telefona, torej prenosni, lahko No, mi pokažete ste kolo sreče, pokaži. Aha, to je to. Če mogoče kar posnamete. In si lahko priigrate kakšno od teh lepih nagrad. Aha, to je to. Vodo vam bomo pa kar podarili. Okay. Torej, tukaj je pa stojnica. Pri Remobilu, to je tudi nov evropski projekt. Si lahko, če imate družbeno omrežje, si lahko vzamete tale okvir in se slikate. Aha. Odlično. In si lahko še poigrate s tem. In dobite še balon, ki je iz biorazgradljivih. Pri Amazasaju vas lahko malo zanese, pazite, ker vam dajo posebna očala, s katerimi se po poligonu sprehodite. In očala, je to virtualna? Bo kar povedati. Še enkrat povejte. Če ste v bistvu pod vplivom droge ali pa alkohola, imamo očala in potem izgleda tako, ker si pod vplivom in hodiš med stožci in probaš, kako izgleda to. Okay, hvala. Občutek je, kot bi preveč spil ali pa če si res močno utrujen in kakšna je simulacija vožnje v tem primeru. No, pri naslednji stojnici si pa lahko privrtite smuti po svojem okusu. Usedete se na smuti bike, zavrtite kolo in si zmešate sadje po svoji izbiri. Pa lahko se usedete na kolo, morate pa obiskati stojnico projekta Linking Alps. Linking Alps pravzaprav povezuje regije pod Alpami na trajnosten način. To pomeni, dnevni migranti, turisti lahko utipkajo destinacijo v eni državi in potem, recimo, če želiš potovati v Julijske Alpe, čez mejo, ti ponudi vse možnosti trajnostnega prometa, pomeni vlak, avtobusi in tako naprej, in ti tudi zaračuna, koliko časa ti bo to vzelo. Potem imamo še? Še mestni potniški promet, ne? Ja, so pa tukaj. Zdaj sem pa tudi jaz šele zdajle obiskala, tako da ne bom vedela, kaj točno vam bodo ponudili, ampak sem prepričana, da kaj zanimivega. Dober dan, nam predstavite vašo stojnico. Ja, seveda, tukaj se nahaja stojnica LPP, torej Ljubljanski potniški promet. Upam, da se radi peljete z avtobusom. Srednja potnica ste? Vedno manj, ampak upam, da bom v kakšnem slabem vremenu, a ne? Tako da lahko vam ponudim zemljevid, da imamo turistični vlakec, ki vozi po Ljubljani. 1 uro traja vožnja, imamo 5 vstopnih točk. Mene pa zanima, kakšne izboljšave se lahko obetamo potniki mestnega potniškega prometa. Torej, smo v nakupu novih avtobusov. Avtobusi so vedno bolj udobni, tihi, prijazni za okolje, manj emisij. Tako da spremljamo pa tudi same potnike, kje je večje število potnikov, da lahko čim večjo frekvenco avtobusov damo na linijo. Kaj pa frekvenca?
Frekvenco delamo tudi na tem, da je čim manjša med avtobusi, torej na 5-6 minut, da bi vozil avtobus, da ne čaka na postaji. Nekaj vas bi še vprašal, ko smo ravno v Križankah, če boste vedeli odgovor. Zaradi COVID-a so bile ukinjene določene ne proge, ampak vozni red je bil skrčen. Tako da recimo od Križank vozijo avtobusi samo do polnoči, ki so včasih recimo do 1:30. Kdaj boste to kaj vrnili nazaj? Ja, zdaj pričakujemo zimo, pa bomo spremljali, če ne bo COVID-a, mislim, da bomo prej ali pa slej spet nazaj dodali te linije nočne do 1:30, kot ste rekli. Ok, hvala lepa. Hvala vam. Sem pa jaz slišala, da se obetajo tudi spremembe pri Urbani, ne? Bo nova Urbana. Še nisem obveščen nič, tako da vam ne bi nič mogel zaenkrat povedati. Ok, pa drugič. V naslednjem snidanju. Okay. No, zdaj tamle obiskovalci lahko dobijo tudi brezplačen burger. Na kakšen način? Na stojnici, ki smo jo prej obiskali, Linking Gas, se podpišejo in pridobijo eno zastavico, s katero se potem sprehodijo do tegale food trucka, kjer si lahko omislijo hamburger po svojem okusu. Mislim, da ima kar 4 različne okuse. Ja. Oziroma 3, lahko jih pa naredi vegetarijanske. Še ena stvar je, mi da smo preskočila eno gospodično tamle. Greva k njej? Ja. Pejva. Ona ima pa Ona predstavlja pa brezplačne ture s kolesom vodene po Ljubljanskem barju. Do konca septembra se lahko udeležite še brezplačnih kolesarskih tur z vodnikom. Vidite tega posebnega metuljčka, okarčka, ki je endemičen za Ljubljansko barje in cel kup enih znamenitosti. Tura traja 2 do 3 ure. Se pa izvaja brezplačno v okviru projekta SUS Turizmo. Na spletni strani rralur.si najdete vse informacije in se lahko tudi prijavite. Na kateri stojnici greva pogledat? Greva, tamle ima malo gužve. Tale gospodične. To je tukaj, ki gužva. Tako. No, gužvo... Tako. No, nekaj smo slišali, da imate vi neke kolesarske proge in... V bistvu mi, Prometni inštitut Ljubljana pa Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije sodelujemo na projektu SUS Turizmo. Danes tukaj predstavljamo aplikacijo SUS Turizmo, tukaj si lahko malo več preberete o tem. Če si pa aplikacijo zdownloadate, pa dobite za ston tukaj smuti, si lahko prikolesarite. Ok, hvala lepa. Mava še kaj, greva še? Greva še? naj z nami pridejo, pa izvod, dobrodošli. Greva še burgerje pogledat. A lahko poveste, katere burgerje vse nudite? Nudimo 3 različne. Klasik, šef pa startufi. Hvala lepa. Imamo pa tudi opcijo vegetarijanskega. Se lahko prosim še predstavite? Seveda. Jaz sem Brina Medvešček in prihajam iz Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, ki je organizator tega dogodka.